sociologija in sociološko društvo s vsemi svojimi aktivnostmi povezovanja, organizacije raznih posvetov, konferenc, tudi konec koncev družbenega protestiranja ob določenih dogodkih skozi čas, teh ni bilo tako malo, da je prineslo v ta prostor en drug diskurs, en drug način razmišljanja in gledanja na družbo in na svet. Kar pa zadeva sociologijo, pa mislim, da je sociologija vedno bila kritična znanost po eni strani, se pravi je kazala na nek način morda tisto, kar politika ni hotela videti, ampak je sociologija morala povedati. Po drugi strani je pa tudi bila refleksivna veda, ki je pogledala kdaj pa kdaj tudi sama vase in ovrednotila tisti svoj prispevek. Kakšna so bila pričakovanja, da naj bi bila sociologija. Načeloma naj bi bila sociologija marksistična, kritična in revolucionarna, konkretno pa poslušna, spravljiva in konformna. Vendar pa je bilo nesprejemljivo, da bi dejanske ugotovitve o dejanskem stanju delavstva v tedanjih razmerah predstavili javnost, da je bilo to povsem nekaj nesprejemljivega, nekaj, kar je politika blokirala, če smo to poskušali tudi na osnovi prvih anketnih in drugih raziskovanj. To je v spominu konferenco, ki je bila zelo odmevna iz Portoroža iz leta 1971. Res je bila zelo odmevna konferenca o jugoslovanski krizi, že takrat. Kriza in razvoj Jugoslavije, to je bila tema. In prišli so sociologi iz celega sveta, ampak celes jug je bil še. Jaz sem takrat bil še v gimnaziji in bil to eden izmed razlogov oziroma argumentov, zakaj sem se odločil za študij sociologije. Me je kar fasciniralo, kako so takrat sociologi razlagali, ker tega nismo, sicer po medijih tega nismo zaznali. Je drugačen diskurs je bil. Vsa jugoslovanska kritična elita je razprana. Odziv politike je bil enormen. Snemali so nas, ne da bi mi vedeli. Ampak to kaže, da je ta družba tistega časa bila na naše početje odzivna. Torej je to verjetno pozitivno. Tudi če smo bili izpostavljeni kritiki, je to dokazovalo smiselnost našega početja. Seveda prvi hip je to izzvalo razne odpore, tudi razne politične pretrese, ampak seveda, ko si prišel z empirično utemeljenimi podatki in to dokazal, potem ni bilo več vprašanje, se ni dalo kar tako odpraviti, tako rečem, te sitne muhe, ki je začela letati okrog glav politikov. In drugo je bilo pa seveda to, da smo na dnevni red postavljali tudi ta pa prepovedana vprašanja, ki so med drugim tudi vodila potem v to družbeno spremembo, na prelomu iz 80. v 90. leta. Sveda, kar je potem druga plat zgodbe, da nismo sami niti tega vedeli, da smo se zelo politizirali. To je pa druga plat zgodbe. Da pravzaprav smo uživali v tem, da vse, kar si rekel, imeli neko politično težo. Tudi če je bil zelo nepomembno, ampak takrat je imel nek politični odmev in to je ta seveda čutek poslanstva. Recimo, da je zasluga Slovenskega sociološkega društva oziroma mogoče celo bolj lokalnih društev, ki smo jih imeli, ki smo jih ustanovili in so delovala, mislim, praktično po celi Sloveniji takrat. Je bila njihova zasluga, da se je razpravljalo o resnih problemih v določenih lokalnih okoljih. In ti dogodki, recimo Ptujskega sociološkega društva, so prihajali tudi v lokalne medije. O tem se je poročalo, o tem se je govorilo. In se mi zdi, da v današnjih časih, ko vsi hitimo na vse strani, je tega bistveno premalo.
Druga stvar je potem to, o tem še lahko kasneje nekaj rečem, seveda ta visoka politizacija se je potem pokazala v tem, da je društvo pravzaprav nudijo streho ljudem, ki so bili postajali politični aktivisti. Ne, to je dejstvo, je pač pisateljska ustava deloma nastala v društvu, ampak seveda zakaj je nastala znotraj društva, ker je društvo delalo neko varno streho tem ljudem, hkrati pa se ni bilo treba jim podpisati kot posameznikom, ampak so predstavljali oni neko društvo, pisateljsko, takrat je bilo to pisateljsko in sociološko društvo. Ne. Pač tako kot Čava, jaz sem pač na ta način potem prišel tudi med ustanovitelji nove države, ki je rekel, pa se drvoti v nov pisateljski ustavi. Ne. Neko jaz sem z podpisom kot predsednik društva. In to je bilo vse. Tukaj, če pogledam celo zgodovino, je društvo bilo dejansko ključno za postavljanje sociologije, ne, kot neke discipline. Ne. Ampak hkrati bolj pa društvo skozi tudi na nek način, kot jaz vidim, odzivno, angažirano, v smislu torej, družbene kritike, skratka, ni se umikalo v nek norogoščen stolp. Ne. No, takrat se mi zdi, da so vijugali skozi te politične probleme in vse živo, in da takrat je bila vloga sociologije in društva po moje največja. Se pravi, prvih 10-15 let po ustanovitvi, potem se je pa začelo, mislim, da krhati in jaz mislim, da se nikoli ni popravilo do te mere, da bi lahko rekli, da je sociologija, da ima ugled v družbi. Ja, jaz sem precej kritičen in tudi samokritičen, ker sem pač nekaj prispeval, oziroma ne prispeval, ampak mislim, da sem pa, kje smo pa kljub vsemu zadeli, kako se reče, ževico, mrljavico. Da se je pojavila neka razprava, neka pojasnitev ali pa uvid v nekaj, kar do zdaj ni bilo. Recimo, civilna družba, v kateri prej sploh nismo vedeli, da je to neka teoretski konstrukt možen, se je razvila zelo obširna razprava. To je bilo že v 80-ih. Je bila Slovenija skoraj velika špica glede razprave o civilni družbi in učinkih civilne družbe. V 90-ih letih je kar nekaj sociologov sodelovalo v različnih vladah, na ministrskih položajih, na strokovnih položajih. Javno mnenje, da je prav ta inštitut že od leta 1969 razvijal naprej kontinuirano, to je nekaj, s čimer se druge države tega bloka ali pa Jugoslavija, Srednje vzhodne Evrope, ne morejo pohvaliti. Skratka, jaz mislim, da je sociologija ves čas imela določen vpliv v družbi. Koliko smo se mi tega vpliva zavedali, je pa drugo vprašanje. Morda se šele za nazaj prišli stvari, zavemo, kakšen je bil naš vpliv. Mogoče društvo ravno ni toliko namenjeno drugim družbenim podsistemom, ampak nam samim. In seveda nam samim je pa ogromno pustilo, torej dediščina je ogromna. Vseh 60 let je društvo bilo tisti center integracije sociološke stroke v Sloveniji, ki nima paralele. To društvo nekako niha med institucijo, kjer bi se sociologi malo med sabo in sociologinje seveda malo družili, malo pozabavali, malo bolj sproščeno pogovarjali, kot v bistvu neka sindikalistična organizacija. Ne. To meni ni preveč všeč, nikoli bilo, tudi danes mi ni. Torej mi po malem, zdaj se mi zdi zadnje čase, postajamo predvsem akademsko društvo, kot so tudi društva drugod po svetu. Vse imajo tudi v drugih državah, sociološka društva so predvsem akademska društva. Ampak po drugi strani pa društvo, kot sem rekel, odpiralo neke teme, relevantne teme. Se nam je zdelo, da je ta kriza neka priložnost za sociologijo, ne? Kar se je kasneje pravzaprav pokazalo dosti kasneje s covidom. Sam veš, da so na začetku niso imeli pri covidu monopola ekonomisti, pač pa zdravniki, ki so zelo hitro ugotovili, da še tako dobra rešitev v laboratoriju, če jo ne moreš implementirati v skupnost, ki ima neko družbo svoje zakonitosti, nič ne velja. To je čas velike dvojnosti. Po eni strani je to čas neugoden za družbo, ugoden fajn za raziskovanje družbe, velike negotovosti, naraščajočih socialnih razlik, naraščajočega nezaupanja v znanost, naraščajočega nezaupanja v politiko. To je čas
velikega vzpona populizma, vzpona mnogih gibanj, ki nekako nasprotujejo temu, kar mi delamo in kar poročujemo in kaj je namen. Ampak tudi čas odziva na vse to. To je tudi čas gibanj proti populizmu, to je čas MeToo gibanja, torej na področju spolnosti, moči, nasilja. Imamo eno močno novo gibanje, katero se odzove in proliferira ogromno enega raziskovanja v sociologiji v celem svetu. In tudi naša sociološka srečanja so na nek način tematsko tudi na to odgovorila. Torej, spomnili smo se Millsa, to je 2017, smo imeli srečanja na temo sociološke imaginacije in to je tudi leto, ko dobimo prvi prevod sociološke imaginacije Millsove v slovenščino. In je tudi čas, ko ta sociološka imaginacija res pridobi spet na veljavi in spet na potrebi po tem, da jo uporabljamo. Tako da jaz tudi danes društvo vidim kot ne samo organizacijo, ki združuje podobno misleče, ampak kot, bi rekel, nek generator idej, ki so nosilke napredka. Jaz bi rekel, da je gledano v celoti v 60-letnem obdobju društvo opravlja pomembno vlogo. In društvo je vedno bilo neke vrste, bi rekel, amortizer, je olajšalo sobivanje in odpiranje tega prostora. Torej, jaz čestitam društvu ob 60-letnici